Izvršilni odbor Slovenske ljudske stranke je danes evidentiral dve imeni za ministra v novi vladi. Za ministra za kmetijstvo in okolje je evidentiral gospoda Franca Bogoviča in za ministra za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo pa mene, torej Radovana Žerjava. Kar pomeni, da bomo z ti dve imeni predlagali v četrtek predvidoma v okviru pogajanj o kadrovski sestavi vlade. In jaz upam, da bo mandatar, torej bodoči predsednik vlade, ti dve imeni akceptiral in jih predlagal za ministra v novi vladi. Mogoče bi imeli vprašanje, ste obe imeni že uskladili z bodočim mandatarjem Janezom Janšo? To se bo zgodilo v četrtek. Zaenkrat ste se pa pri teh pogovorih bolj osredotočili po razrezu glede na stranko. Spremembe zakona o vladi, kot je mogoče slišati, zdaj trenutno kakšnih sprememb ne bo, glede kulture. V tem trenutku ostane koalicijska pogodba takšna, kot je. To pomeni, da obvelja tudi zakon o vladi. Pričakujete kakšno, kako se preložitev pri oblikovanju vlade? Jutri je državni svet, v četrtek je sicer Vse bo seveda odvisno od nadaljnjih, kako bi rekel, aktivnosti ali pa odločitev, razmišljanj. V tem trenutku zadeva ostane tako, kot je. Lahko je še na vprašanje, glede na to, da ste kandidat za ministra za gospodarstvo in razvoj, a mogoče že lahko rečete, kolikšen bi bil recimo delež v tem letu, ki bi se recimo odstotek sredstev za proračun, ki bi se namenil za pomoč podjetjem in za konkurenčnost? Poglejte, vi veste, da bo rebalans, ki je v pripravi praktično že, o katerem se pogovarjamo, ena najtežjih nalog v prvem letu mandata nove vlade, da bo tam potrebno seveda poiskati vse tiste prioritete, za katere, ki bodo dale pač največjo dodano vrednost, predvsem pri gospodarski rasti. To bo seveda stvar usklajevanj, ne samo znotraj Ministrstva za gospodarstvo, ampak tudi Ministrstvo za finance, pa morda še koga, da bomo našli tiste točke, ki so ključne, oziroma ki bodo dali seveda največji efekt, glede na to, da bomo zelo uokvirjeni, kar se tiče finančnih sredstev. To je menda vsem jasno, ob dejstvu, da bo potrebno ogromno privarčevati. In to na vseh koncih in krajih, vseh področjih brez izjeme. Tako da v tem trenutku tega odgovora žal še nimam. Želel bi si seveda, da bi tega bilo čim več. Sem pa realist in vem, da bo tudi proračun Ministrstva za gospodarstvo, tako kot vseh ostalih ministrstv, močno okrnjen. Omenilo se je nekaj 7%. To je pač realnost časa, v katerem živimo, in prej se bomo s tem sprijaznili vsi skupaj. Lažje nam bo, lažje bomo prebrodili ti 2 leti, po moji oceni, ki bosta najbolj kritični. In seveda ne delamo tega zaradi tega, oziroma ne bomo tega delali zaradi tega, ker nam je to všeč, ampak preprosto zaradi tega, ker to moramo, zato da nam bo v prihodnje bolje. Omenjalo se je 7% zmanjšanje pri vsakem proračunskem porabniku. Jaz ne bi upal zdaj govoriti o odstotkih. Definitivno bomo pogledali v čase, ko je ta država preživela z 8 oziroma manj kot 8 milijardami porabe. Leto 2005, 2006, 2007, 2008. Spomnimo se, v letu 2008 je ta država preživela z 8,5 milijardami. Danes govorimo o 10. Zagotovo bo potrebno
primerjati posamezne proračunske porabnike, to, kar sem jaz v 3 letih tega mandata non-stop tudi počel. In videti, zakaj nekateri proračunski porabniki trošijo toliko več. Ne glede na to, da nimajo nobene povezave z ukvarjanje z krizo ali z čim podobnim. Torej, zagotovo se bomo vrnili kako korak nazaj, pogledali porabe posameznih proračunskih porabnikov in na tisto porabo seveda zniževali stroške. Ne sedaj od teh 10 milijard reči, bomo 5 milijard prihranili. To ni nič. Ne. Mi moramo iti nazaj pogledati. Zato, ker zagotovo je kakšen proračunski porabnik, ki pa ima upravičeno seveda, upravičeno povečanje porabe glede na tista leta debelih krav, kot se temu reče. Še kdo? Hvala lepa.